Težko bi v naš pregled strnili vse prireditve, proslave, simpozije, predavanja, razstave in vse, s čimer se letos spominjamo očeta slovenske pisane besede in reformacije Primoža Trubarja. Zato se bomo sprehodili skozi 3 pomembnejše dogodke, ki so se dogajali prejšnji konec tedna in so zvezdo Primoža Trubarja zopet pripeli visoko na nebo naše narodne zavesti. Kot je bilo moč razbrati, smo s takšnim obhajanjem 500-letnice Slovenci končno popravili zgodovinski dolg do Primoža Trubarja. V soboto so se svojega ustanovitelja spomnili slovenski evangeličani. Na svečani akademiji so v Evangeličanski cerkvi v Ljubljani odkrili spominsko ploščo s Trubarjevo reliefno podobo. Upam in želim si, da bi ga kot velikega verskega in kulturnega velikana Slovenci sprejeli. Po njem namreč nismo dobili samo prve slovenske knjige, slovenski knjižni jezik, svojo nacionalno identiteto in še bi lahko naštevali, ampak smo z njim Slovenci dobili tudi svojo slovensko cerkev. V jedru njegovega dela je še nekaj in tisto še nekaj je najmočnejše. To je njegova krščanska etika, njegova iskrena vera v krščanstvo in njegovo globoko in stvarno etično prepričanje. Po besedah predsednika republike in predsednika častnega odbora pri praznovanju 500-letnice Trubarjevega rojstva, dr. Danila Türka, se lahko ob Trubarju vprašamo, kaj moramo danes v naši družbi storiti bolje oziroma kaj lahko bolje naredimo kot Evropejci. Predsednik republike je ob tej priložnosti izrekel priznanje zgodovinski vlogi Evangeličanske cerkve v Sloveniji. Nedeljsko slavje se je začelo s slovesnim bogoslužjem v ljubljanskih Križankah. Slovenski evangeličani so duhovni nasledniki Primoža Trubarja. Bogu so se zahvalili, da so po Trubarju dobili dar prave krščanske vere. V pridigi je škof Geza Erniša spregovoril o Trubarju kot o preroku svojega časa. Trubar je vedel, kam mora popeljati svoj narod in katere vrednote mu morajo postati lastne. Hvaležni smo danes Bogu, da je mislil tudi na naš slovenski narod in mu dal zvestega pastirja, ki je globoko verjel, da prava vera stoji le na čisti, resnični Božji besedi. In kaj nam ta dobri pastir sporoča še tudi danes? Gotovo, da bi brali to Božjo besedo in iz nje živeli. Brez bojazni, da bi nas nekdo vprašal, ali razumeš, kaj bereš? Brez bojazni, da bi morali odgovoriti, nikogar ni, ki bi me naučil brati in pisati. Trubar nas je obojega naučil. In v tem je bistvo vsega Božjega oznanila, vsem ljudem, vseh veroizpovedi, da razumemo, kaj nam Bog želi povedati. Ob Trubarju moramo razmišljati o izzivih današnjega časa, predvsem kako v našem času oznanjati Božjo besedo in veselo oznanilo prinašati v svet. To je nenazadnje osrednje sporočilo vseh Trubarjevih naporov, je povedal škof Erniša. Osrednja državna proslava je bila prav tako prejšnjo nedeljo na Trubarjevi domačiji na Rašici. Ob bogatem kulturnem programu je bil slavnostni govornik minister za kulturo dr. Vasko Simoniti. Že v bežnem pregledu Trubarjevega dela in življenja je mogoče ugotoviti, da je bil v marsičem človek našega časa, ustvarjalec, bistveno zaznamovan z usodo migranta, soočen z neznosno krutostjo časa, nenehno v kritičnem razmerju do okolja, evropsko razgledan in zato v položaju, da je bil brezkompromisen v obrambi svojega nazora in ciljev, a tudi, kot je nekoč zapisal Ivan Prijatelj, strpen in razumevajoč. A sam Bog ve, kje in kdaj se bo končala moja pot. Bral bom knjige. Občutek, da si Trubarja nekateri lastijo, je v teh dneh nekoliko zbledel, okrepila pa se je zavest, da Trubar pripada vsem.
Spomin na Trubarjevo dediščino bo na različne načine živ vse do konca leta. Naslednji vrhunec praznovanja pa bo 31. oktobra na dan reformacije.